V poletnih mesecih se vsi radi udeležimo kakšnega piknika ali ga celo priredimo na lastnem dvorišču, travniku, če imamo to možnost. Veliko znanih Slovencev je ljubiteljev piknikov in tudi Žara, ki je nepogrešljiv na takšnih zadevah. Vili Resnik uživa predvsem v peki mesa in rib, kar pa mu tudi odlično uspeva. A še preden je vse gotovo, Vili vmes polovico, že poje. Rdečelasa pevka Tanja Žagar piknikira zelo rada, saj lahko na pikniku brez slabe vesti uživa v dobrotah, pečeni zelenjavi in krompirju, pa tudi slaščicah. Vsak njen piknik pa se konča s plesno zabavo. No, mi pa smo za nekaj nasvetov pri peki vprašali mojstra Mateja Stipaniča. Z Žarom smo vsi gor rasli in smo celo poletje so naši starši pekli in smo tega okusa zelo navajeni. Drugače pa je preprost odgovor na to, da Žar je magnet za ljudi in okrog Žara se vedno naberejo ljubitelji mesa, tako da je vedno prijetno. Matej priporoča, da naj se včasih lotimo pečenja kakšnega bolj zahtevnega kosa mesa brez strahu in dvomov. Ponavadi se vedno odločimo za tisto klasiko, zato ker je prisoten nek strah pred dragim kosom mesa, pred večjim kosom mesa. Dejansko so pa zakonitosti peke teh posebnejših kosov zelo enostavne. Fajn je samo, da imamo termometer za spremljanje središčne temperature in če imamo samo to orodje pri sebi, lahko kakršenkoli kos mesa spečemo brez kakršnih-koli težav. Da bi bili mojstri peke bolj sproščeni in da bi uživali v pikniku, pa se morajo zavedati le ene, tiste najbolj pogoste napake. Napaka, ki jo pa najpogosteje delamo, je pa to, da Žar zagrejemo na previsoko temperaturo in se nam pol prehiter peče, se nam smodi in se kadi in od tega predimljenega mesa od lastne maščobe imamo dostikrat pol tudi težave po tistih najboljših piknikih. Verjetno bi se strinjali s tem, ko vam pravim, da je Žar večinoma moška domena. No, naši glasbeniki seveda tudi zelo radi žarijo doma in pripravijo kakšen piknik, a ker smo veseljaki vedno tisti, ki vas radi presenetimo, pa smo o Žaru povprašali tudi našo Barbaro. Saj veste, tisto, ki vas s petkami vodi po deželi. In Barbara nas je presenetila in povedala, da tudi sama kdaj rada obrne kakšen čevap. Sem že pekla na Žaru, sicer glede na to, da ne jem mesa, ga pa vsem znam tam obračati, tudi znam ga v paco dati, tako da ja, če imamo kakšen piknik, se z veseljem tudi ponudim tam pri Žaru, še raj pa to pustim kakšnemu fantu, pa da pol to še s pivom polije, ali kako to pravijo, da je treba, da je pol dober pa užiten, fajn, pa to kar prepustim, tako da. Kaj pa kakšna zelenjava pa to? Ja, bučke so fajn na Žaru, sam pri meni je tako, da jaz pa malo kompliciram, pa rečem, dajte prvo bučke pa zelenjavo, pa to zame speč, pa vi meso peč, ker ti si je lahko tudi mrzel meso, mora biti pa topo, da ni tiste maščobe od mesa zraven bučke, imajo takoj priokus po mesu. Jaz se kar rada usedem, spijem kakšen koktejlček in se pustim razvajati. Tako da ne, se bi že obrnila, pa kako gledam mojega očija, ki pride pa vzame pir, malo polije, ampak večina gre tako. Ja, pri nam pa veliko žarimo, tudi izpod peke delamo, je pa ponavadi tako, veš, ženske smo tiste, ki začinimo, pa vse pripravimo, pa moški spečejo in pa, ja, kak si pa to fajn speka? Ne, kako si fajn piknik organiziral, Dekleta se kar rada malo pohecamo na račun moških, a vseeno drži tisto. Z vami je težko, brez vas pa tudi ne gre. Zakaj je Žar večinoma v domeni moških, se na svojih delavnicah sprašuje tudi Matej Stipanič. Zakaj pa se Žara lotijo vedno samo moški? Ženske zelo redko, čeprav verjamem, da ti na delavnici tudi kakšno vidiš. Ja, veseli me, da na delavnicah je vedno več žensk. Tako da jaz upam, da v prihodnje ne bo več to izključno domena moških, je pa nažalost tako, da vedno ob Žaru se zbirajo moški. Kaj točno je razlog, za to ne bi vedel povedati. Me pa veseli, da vedno več žensk pristopi k Žaru in da se ne bojijo teh velikih kosov mesa. No, dekleta, žene, zdaj ste slišale. Kar pogumno nad velike kose mesa, ne bo vam hudega.